Dobrodošli ljubitelji portala Ona, on, odnosi v novi oddaji, kjer bomo raziskovali življenjske izzive, osebno rast in iskanje ravnovesja. Čast imam gostiti enega izmed najbolj priznanih slovenskih avtorjev, strokovnjakov za osebnostni razvoj in nekdanjega kreativnega direktorja Aljoša Bagola. Aljoša je avtor 3 izjemnih knjig, ki so spremenile življenja mnogih. Kako izgoreti? Ne, je moč in srečo, prosim. V katerih raziskuje teme izgorelosti, iskanja sreče in notranjega ravnovesja. Poleg tega, da je avtor in svetovalec, je Aljoša dolgoletni kreativni direktor, ki je vodil številne uspešne projekte na področju oglaševanja in komunikacij. Krasi ga tudi naziv kreativni direktor desetletja. Z njim se bomo pogovarjali o tem, kako je stresni in izčrpavajoči svet oglaševanja vplival na njegov pogled na življenje, kako je uspel obvladati izzive visoko zahtevnih delovnih okolij, ter kako je prepoznal znake izgorelosti, ki so ga pripeljali do spremembe kariere in fokusa na osebnostni razvoj. V tem pogovoru lahko pričakujete, kako prepoznati znake izgorelosti in se jim uspešno izogniti. Kaj pomeni iskanje sreče in notranjega miru v svetu, polnem zunanjih pričakovanj? Kako najti ravnovesje med stresnimi karierami in osebnim življenjem? Osebne zgodbe, izkušnje, lekcije, ki jih je Aljoša pridobil skozi svojo pot kot kreativni direktor in avtor. Aljoša nam bo razkril, kako je svojo preobrazbo prešel do vrhunskega kreativnega direktorja, od vrhunskega kreativnega direktorja do vodilnega strokovnjaka za osebno rast, ki danes pomaga drugim doseči bolj izpolnjeno in harmonično življenje. Ob tej priložnosti bi vas zelo lepo povabila tudi na portal, kjer nudimo res veliko kvalitetnih vsebin, kot so skupina za ženske, samske, za odnose in intimo, partnerstvo in na voljo je tudi tapkanje. Aljoša, dobrodošel. Lep pozdrav, hvala za povabilo. Hvala, ker si se odzval. Si mislim, da si zelo zaseden in da imaš nekako vikende rezervirane za svoje najdražje, za svojo družino. Tako da še enkrat iskrena hvala. Malenkost. Me zanima, če si že kaj v poletnem vajbu. Sem, ja. Vročinski val nas vedno malo prisili k razmisleku, kje bomo poiskali senco, hidracijo in podobno, predvsem pa bližino morja. Čas za počitnice. Res je. Ali je poletje tvoj najljubši letni čas? Ja, ker ima veliko veze z mojim najljubšim športom, torej windsurfanjem je kar v bistvu eden izmed najljubših. Wow, to je lep šport, rabiš še veter, a ne? Ja, tako ne gre. Ja, škoda. No, pa bi pa jaz kar prešla na prvo mogoče področje. To bo izgorelost, tudi tvoja prva knjiga, Kako izgoreti, izjemna uspešnica, mislim, da 11,000 ali še več prodanih, še več prodanih knjig. Pa me zanima, sam v bistvu knjigo opisuješ osebno izkušnjo z izgorelostjo. Kaj bo tisti trenutek, ko si spoznal, da nekaj ni okej, da je potrebno nekaj v življenju spremeniti? In kako prepoznamo, če nas mogoče zdaj kdo posluša, tiste prve znake izgorelosti, ko se lahko še odzovemo, mogoče preden postane prepozno? Menim, da smo, če začnem z bolj satelitskim pogledom, priča kar epidemiji izgorelosti in da je malo kdo, ki se ne sooča vsaj z delom simptomov te zoprne nadloge in potem tudi težke naloge, ki jo moraš prebroditi, premagati in učinkovito okrevati. In v mojem primeru je bilo seveda vse pogojeno z deloholištvom, ki je najbolj priljubljena in tudi glamorizirana oblika samozdravljenja pri nas. In seveda to počiva na neki zelo plodni zemlji naših starih vzorcev, vseh teh štafetnih izročil, ki grejo iz družine v družino, rodbine v rodbino in iz roda v rod. Tako da je v bistvu neka zdrava, pravočasna refleksija zelo pomembna stvar. Seveda pa ljudje prvo kot prvo nimamo časa, da bi se tega lotili. Nismo motivirani, da bi pri sebi kaj spremenili, saj pač življenje na tem avtopilotu dojemamo kot nekaj objektivnega, kot nekaj danega, se pravi. Stalno hitenje. Tako, življenje je pač takšno, ne. In tretja stvar, ki je zelo pomembna, je, da nam
ta refleksija, torej to samospoznavanje in odkrivanje, da pod vsem tem tiči pač neka koda, nek program, ki bi ga lahko spremenili, v naslednjem koraku zelo ogroža identiteto tega reševalca, tega, ki je vselej na voljo, tega, ki se kiti in tudi polni z tem, da je odobravan, občudovan. Tisti, ki reši vsako situacijo, je vedno vsakomur na voljo in nikoli ne zavrne pomoči, kar seštevko seveda pomeni, da se ponavadi vedno postavlja na zadnje mesto. In ta identiteta reševalca je marsikomu v bistvu rešilna bilka za vsa njegova občutja, zato da lahko ta silovit, brezobziren, brutalen tempo iz dneva v dan zmore in se vanj vsakič nova zažene. In če pač to izgubi, je seveda povsem izgubljen, saj je njegova vrednost raztreščena in se počuti povsem nič vrednega. In to je v bistvu, če kdo deluje na ta princip, se pravi stalno reševati, pomagati sebe, postavljati na zadnje mesto, bi mogoče to povezala z občutkom manjvrednosti, se mi zdi en tak kolektivna psihološka travma v Sloveniji. Nekako misliš, da se ta občutek prenaša Zagotovo, ja. Iz roda v rod? Ja. Mislim, če bi, ne vem, delali učinkovito turistično kampanjo za Slovenijo, bi rekli, da smo pozicionirani v sweet spotu, torej na popolnem mestu med Benetkami in Dunajem, kar zveni krasno imenitno. Če bi pač to postavili v nek zgodovinski kontekst, bi pa seveda prišli do prenekaterih dokazov, da je bilo življenje naših prednikov zelo težko, naporno, soočeni so bili z pač preizkušnjami, poskusi ali pa v bistvu pravzaprav uspelimi poskusi nenehne nadvlade drugih, in zato je pač ta kolektivni zgodovinski obrambni mehanizem, ki smo ga razvili, je ta pridnost, ki pa ima seveda ogromno zveze z manjvrednostnim kompleksom. Se pravi, če pogledava te neke fraktale, te recepture, je to bodi tiho, bodi priden, ubogaj. Naredi to, kar ti je naročeno, zato da ti bo prizanešeno. In to je seveda pač neko odlično izhodišče tudi za to, kako še danes razmišljamo, kako ravnamo in kako se pravočasno ne lotimo neke zdrave preobrazbe, dokler nam seveda tal ne spodnese in smo soočeni z pač neko hudo preizkušnjo. Tako da, ja, ta manjvrednostni kompleks je bil tudi pri meni tisto, kar me je gnalo v nezdravo ambicioznost. In spomnim se enega izmed dokaj prvih srečanj na psihoterapiji, ker mi je dr. Urška Batelino povedala, ko se mi našteval, zakaj moram, izpostavljal sem to potrebo, da moram vedno zmagovati, rešiti vsako situacijo, razbremeniti vse okoli sebe, prevzeti vso odgovornost, v službi delati 10 projektov, voditi največji kreativni tim, biti vsakič tam zadnji in prvi spet v službi. In potem pač me je mirno poslušala in postregla za svojim uvidom, da je najbrž pač v ozadju manjvrednostni kompleks. In spomnim se, da je Superman v meni bil, manjvrednostni kompleks. Ko sem se potem nekaj zelo dolgih, mučnih, zoprnih dni ukvarjal s to domačo nalogo, sem res ugotovil, da moram stalno blesteti, nenehno zmagovati, nizati uspehe in poslovne dosežke zato, ker se šele najboljši počutim komaj dovolj dobrega za ta svet. In ta vzorec je tako zelo dolgo nerazkrinkan. In zelo globoko, verjetno. Tako, zelo globoko je zasidran in nad tem je seveda ta koprena raznih drugih potlačitev, čustev, kot so jeza, žalost, razočaranje, občutek zapuščenosti. In poleg te kolektivne travme manjvrednosti nas po moje kolektivno daje tudi občutek zapuščenosti, ker se pogosto zaradi razdajajočih se staršev, deloholiških navad, zgodaj v otroštvu zgodi to, da smo otroci bili prepuščeni, pa ne ravno samorastniško sami sebi, mnogi tudi. Veliko ljudi, ravno pred par dnevi mi je po predavanju gospod povedal, da je bil sam
dan v rejo, ker je bila pač mama nenehno na delu, ja, in so ga dali pri 5 mesecih k teti in do 5. leta živel pri teti, brez stika, oziroma rednega stika s staršem. In teh zgodb je seveda na tisoče in 100 tisoče še dan danes in vse to je v bistvu neka popolna zmes za to, da potem za temi občutki manj vrednosti oprtani za zahtevo, da smo pridni, ustrežljivi, ubogljivi, zavetje najdemo bodi si v tem, da smo nezdravo ambiciozni, kot sem bil jaz, in posledično tudi zelo uspešen zaradi tega, ne? Da se ne zmotimo, ali pa da smo tiha slovenska miška, ne? Ponižnost, ubogljivost, podrejenost. Tako, ki je pa drug simptom tega istega vira. Ja, tukaj sem se spomnila, ko te poslušam tudi na to, ko smo kot otroci, ko ubogaš, ko si priden, otroci si tako razlagajo, no, sedaj me imajo starši radi, ne? Mi imamo vedno radi svoje otroke, ne? Tudi ko niso pridni, samo otroci si pogosto razlagajo, povezujejo to z ljubeznijo in z vrednostjo. Ja. Pridnost ustvarja pogojeno ljubezen, ne, oziroma občutek pogojene ljubezni, ne, ki je ujeta v aksiom. Ljubljen bom samo če. Ne. In potem, ne, kot pravim, smo pogosto ta Che Guevara, general, ki poveljuje s temi aksiomi. Rad te bom imel samo, če bo soba pospravljena, rad te bom imel samo, če boš imel vse petice, rad te bom imel samo če. Če boš delal in seveda je to najhujša oblika ponotranjenja, ki potem v odraslem življenju razprede svoje lovke na vse ostale odnose. Ne samo karierne, ker ljudje pogosto iščejo nek ustrezen nadomestek svojega starša, ne, v nadrejenem ali v nadrejeni, ali se obkrožijo z podobnimi kolegi, prijatelji, predvsem pa potem v partnerskih odnosih, kar pač seveda na vašem portalu izjemno raziskujete in tudi super svetujete. Hvala. Ja, res je. Jaz bi tudi prešla še kasneje na to temo zapuščenost, ki ste jo omenil, in tudi seveda na odnose. Me pa še zanima, kaj bi bili tisti prvi znaki, mogoče fizični na telesu, da nekaj se dogaja, ki jih tudi v knjigi opisuješ. Ker vemo sicer, da je večina psiha, ki te pripelje do izgorelosti oziroma znaki. So pa tudi fizični znaki na telesu. Kako se kaže? Zadnja, mislim, ali pa ena izmed zadnjih raziskav International Journal of Psychology je razkrila, da je 80% obiskov pri zdravniku psihosomatske narave. Ne? Tako da čakalne vrste imajo veliko več zveze z tem, kako smo neizurjeni pri pravočasnem prepoznavanju svojih čustev, pri tem, da znamo z njimi potrpeti, jih predelati na zdrav način in se potem v normalno življenje vrniti spet duševno čili. Ne? In to je neka veščina, ki bi jo morali začeti uvajati ne v osnovne šole, ampak že v vrtce, že v zgodnjo vzgojo. Se zaradi te čustvene nepismenosti trpijo naši odnosi, trpimo sami in trpi pravzaprav zdravstveni sistem. Ne? Kako smešno. Kje rešujemo probleme v zdravstvu? Ne? Namesto, da bi jih zelo enostavno zaobšli z tem, da bi se dejansko podučili o tem, kdo smo, kaj smo kot bitja. Ne? In potem gledam, kaj se, ne vem, hčerka uči v 6. razredu osnovne šole in spoznava naravo, geografijo, strukturo tal, strukturo zemlje, ne? O tem pa, kako v bistvu pa deluje naša psiha, pa mogoče v 3. 4. letniku gimnazije začnemo razmišljati. Ne? Prepozno. In če se tudi dotaknem tega, je dejstvo, da nas življenje vedno pravočasno pocuka za rokav, nas zoperstavi z nekimi pomembnimi dejstvi, s katerimi bi se bilo vredno poukvarjati. Ljudje smo pač prepričani, da je to edini način, tako kot počnemo, kot ravnamo, da je to receptura, ki se ji ni mogoče izogniti, in potem predolgo vztrajamo v nečem. Ne? In potem je naslednji ukrep življenja, da pač nas zelo bolj konkretno pocuka, ne? Da sproži alarme, sproži preplahe, in to je tako, da odpove naše telo. Ne? In jaz pravim, da naše telo odpove zato, ker je to edini način, da nam končno nekaj dopove. Ne? Prej smo bili preveč trmasti, prej smo bili trmasti, zaslepljeni, vase zaverovani,
in se nismo odzvali na vsa ta pomembna sporočila. In zato je pač to naslednji korak. In tudi jaz nisem bil nič drugačen, ne, po v bistvu kar dolgem obdobju, ki se je začelo z enim zelo velikim razočaranjem v pomembnem odnosu v karieri. Ja, v karieri, ki je pa načelo moje osnovne vrednote, ne, sodelovanja, spoštovanja, zaupanja. In samo zdravil sem se tako, da sem se zakopal v še več dela. Ne. In bom že pokazal tako, da bom še več delal. Ne. Če ne vidijo, koliko sem res vreden, bom pa še bolj delal, da bodo pa zdaj res opazili. Ne. In potem se seveda to ne zgodi in strmoglaviš ti. Ampak to zato, ker je to strmoglavljanje pomembno, da končno začneš skrbeti zase. Ne. Ko je v moje življenje vdrla izgorelost in mi spodnesla tla pod nogami, je bil to v bistvu začetek te skrbi zase. Seveda pa se začne z tem, da se res iskreno izprašaš, si izprašiš ta zadnjo, ne, se pobrcaš malo v zadnji del in začneš vnašati svoje življenje spremembe. Najprej majhne, potem pa korenite, da se v bistvu postaviš nazaj na noge. Tako, kot neka opomnik budilka, da je potrebno začeti drugače. Kolikor je težka izkušnja, verjetno nam res lahko veliko da in nas veliko nauči. Ne? Ogromno. V knjigi ponujaš tudi konkretne nasvete za obvladovanje stresa. Kakšne so pa tvoje osebne tehnike, ko imaš stresne, polne dneve, kako se soočaš? Mogoče bi se dotaknil, ker sem prej motovilil pri odgovoru, ne, pa nisem povedal, kaj so v bistvu neki simptomi. In v mojem primeru je to po tistem razočaranju, ne, bila depresija, ampak do tega sploh ne prideš, zato ker je vse prepojeno z adrenalinom, s kortizolom, z tem stresnim življenjem, z temi nenehnimi skrbmi, odgovornostmi, dokazovanjem, potem spet dobivanjem nagrad, izpostavljenostjo. Ne. In ta zmes je tako opojna, da v bistvu tega nivoja ne zaznaš. In šele ko se malo umiriš, se ti razkrivajo neke, v bistvu, neka občutja, ki so težka, neka občutja, ki jih mogoče pač pripisuješ temu tempu, vseeno tej zagnanosti. In spomnim se, da sem potem, ne vem, ko sva z Ivo uredila dom, ko smo pač uredili stanovanje v eni meščanski hiši, ker še živimo, pa je bil to pač nek dosežek, ne, oba sva prišleka v Ljubljano in pač ne, tu moraš veliko truda, financ vložiti v to, da si pač zagotoviš gnezdo in dom. In spomnim se, da sem googlal, ne vem, depresija po zlati olimpijski medalji. Ne. Če športniki doživljajo tudi to, da nekaj dosežeš, ampak si prazen. Nisi srečen, ne, da je nekaj tako globoko zakisleno v tebi, da ti ne dovoljuje, da bi se počutil dobro. Ne. In potem so se k temu seveda kmalu priključile še migrene. Ponavadi sem jih imel tu in tam, ne, potem pa kar serijo, tako dvotedensko, tridensko serijo. In pol je to trajalo celo leto, bil sem še bolj uspešen, zagotovil sem še več posla podjetju, bil še bolj nagrajevan, še bolj prepoznan v sebi, pa trohnel, prazen. In na to je v bistvu se priključila še nespečnost. Seveda se Sofija, hčerka je bila takrat stara 1 leto, leto pa pol. In je pač tudi to naporno obdobje za družino. Tako da potem, ko sem 2-3 tedne spal zgolj 2 do 2,5 uri na noč, se je pol vse začelo sesuvati in potem naslednja stopnja so bili panični napadi, ki jih pač Superman ni nikoli poznal in si vedno mislil, kako ljudje ne zmorejo. Ne. Ko mi je kdo razlagal, da je pač v stiski. Ne. Pa tesnoba in tako. In potem je bila to ta popolna nevihta, ki se je potem šla navzdol. Tako. Tudi samo spanje, kako je pomembno, ker se mi zdi, da če ne spimo, smo tudi veliko bolj občutljivi za zunanje dražljaje, za zunanji svet. Nekdo te pogleda, pa bi se zjokala. Ali je bilo samo pisanje knjige zate terapevtsko, kljub temu, da je verjetno odpiralo rane, si podoživljal stvari ponovno, hkrati pa pravijo, da ko daš nekaj na papir, ko zliješ, da je to tudi terapevtsko. Pa me zanima, kakšne občutke si imel ti, pa tudi zanima me, koliko časa ena taka knjiga nastaja.
Pomembno je, da razumemo to potrebo po katarzi, po tem izpraznjenju. V bistvu so Grki kot katarzo pojmovali ne samo neko čustveno izlitje, ampak vse oblike izločanja. Ne? Tudi bruhanje in vse ostalo, kar prihaja iz za to namenjenih odprtin. Ne? To, da rečemo, da smo nekaj izlili na papir, vsebuje to katarzo, to pomembno očiščenje duha, to zavedanje, da ljudje nismo kontejner ali pa zabojnik za odpadke, ki jih pa nažalost sabo vlačimo že od zgodnjih izkušenj, iz prvih odnosov, prvih razočaranj in potem se to grmadi in grmadi v take neprebavljive količine. In če so prej izpostavila, pomembnost spanja za dobro duševno kondicijo. Govorili smo že o tem, da čustvena pismenost pomembno vpliva na to, kako se počutimo. Ne? Ker ko je raziskovalka in avtorica Brené Brown delala raziskavo, povprečen Američan pozna zgolj 3 čustvena stanja. Srečen, vesel, oziroma razočaran, vesel pa razkurjen. To je v bistvu zelo malo. Zelo malo, zelo malo stvari. In ko pa če naš vokabular bolj razširjen, ko znamo poimenovati čustvo, ko se z njim ne poistovetimo tako silovito in ne zaženemo panike, je pot do tega, da se v vsakem trenutku počutimo bolje, veliko lažje. Torej, v meni se nekaj dogaja, ne počutim se dobro, zelo mi je neprijetno in temu rečem, imam negativna čustva. In to je tudi v bistvu psihološko precej preživeto pojmovanje. Zdaj strokovnjaki pravijo neprijetna pa prijetna čustva. In neprijetna čustva niso negativna, ker hkrati nekaj pomembnega sporočajo. Niso slabe. Ja, sram, krivda. Tudi jeza. Ja, točno to. Ja. So pomembna čustva, ampak ker nam tega tudi z vzgojo, jaz to imenujem naša pridentiteta, torej identiteta pridnosti, ubogljivosti in pohlevnosti, nam ne omogoča varnega prostora, da vsa čustva izrazimo. Sploh, če smo jezni, kolikokrat smo bili utišani, ko smo kot otroci, jezno, cepetali. Tako, želeli postaviti neko mejo. Tu se ne počutim varno, tu mi ni dobro, in so nas nadrli. Kolikokrat so nas silili v pohlevnost v nekem odnosu, čeprav nam ni bilo prijetno. Se pravi, otrok, pojdi objet strica, stric je pa na 5 metrov zaudarjal po alkoholu, pa ti ni bilo prijetno, pojdi pa to naredi. In si moral iti čez sebe. Se pravi, tvoje meje niso bile validirane, niso bile spoštovane. In pol so se dogajale vse te potlačitve in v bistvu to razmišljanje, čakaj, ta čustva pa so nekaj, česar ne smem pokazati. Ampak ta čustva so še vedno v nas, ta čustva so psihoevolucijsko orodje, zato da s sabo in z drugimi ljudmi in z svetom ustvarimo neke odnose, ki jih lahko upravljamo, reguliramo. Čustva so, termostat, čustva so ventil, čustva so gumb na plošči, kjer zmanjšamo plin ali ga pa povečamo. In vse to potem ustvari v bistvu nek gordijski vozel, ki nas v odnosih vedno zaplete v nekaj, čemur nismo kos, ampak vedno poustvarja travmo tudi zato, ker želi, da se življenje želi, da se ta travma končno razreši. Zato vedno znova. Zato nam daje take situacije. Tako, da mogoče pridemo do drugačnih zaključkov, da ustvarimo drugačne izide, drugačne konce. Zdaj, ko so v Parizu, sem se spomnila, da včasih te pa prav jeza ti omogoči, da prideš do nekega cilja. Tako, tudi, Naprimer, ko si jezen in zdaj pa to bom pa zdaj uredila. Ja. Včasih je z glavo skozi zid dobro. Tako. Včasih je lahko plus. Včasih je tudi ta asertivna jeza, torej da jo uporabiš kot energijo za to, da se zavzameš zase, sporočiš svoje potrebe. In da končno postaviš meje. Se pravi, jeza je koristno čustvo. Jeza je slabo čustvo, ko v bistvu ga izražamo na škodljive načine. Ko se zdiramo na otroke, ko ga fizično, čustveno in telesno nadvladamo, ko škodujemo. Mislimo, da ga, to je zelo
Ja, ampak ker tako dolgo potlačujemo, kot zapišem v prvi knjigi, vsak tabu buta. Se pravi, če nekaj tlačiš stran od sebe, ne dovoljuješ, prepoveduješ, bo to enkrat počilo in izbruhnilo na plano. Tako. In taka življenja mi živimo. Ne? In zato toliko nasilja, zato toliko zlorab, zato toliko poškodovanih odnosov. Kako pomembno je otroštvo. In ko sva bila ravno pri jezi, sem še to pomislila, kako ko nam bo odrasel, ko v odraslosti se razjezimo, pa da bi nam nekdo rekel, ne se tako obnašati, bomo še bolj jezni, ko si v tem. In ne moreš otroka, ko se on jezi, ne da to ven, to jezo, ne pa da mu jo na silo... Je prepoveduješ, ne? Ja, prepovedano je. Huš mi je še to ne jokati, ne vem, fantje ne jokajo, rečejo kakšno ne. Si že velik fantje ne. Absolutno, ne. To v bistvu pač ustvarjamo ekonom lonec, ne. Ekonom lonec je fajn zato, da hitreje skuhamo okusno kosilo, ne. Ko ustvarjamo toliko pritiska noter, da v bistvu nam to pospeši proces priprave, ne. Ampak da pa ti otroku povezneš pokrov čez njegovo povsem legitimno in koristno in zdravo čustvo, namesto da ga naučiš, kako to zdravo izraziti, pa pač delaš trajno škodo. Ne? In recimo pač Sofija zdaj že z eno nogo v najstništvu. Ne? 12 let. Ja, tako zdaj bo kmalu 12. Kar pomeni, da seveda jo pogosto kaj razjezi na način, da pač vidiš, da se tebi sproži tisti starševski recept, ki si ga ti doživel, ne deri se, ne. Kako se obnašaš. Tako, ja. In potem pač moraš narediti pauzo in se odzvati, ne odreagirati. Ne. Sofija, razumem, da si jezna, to je povsem običajno, samo ne, pojdi v sobo, pa ne vem, vrži polšter 5-krat v steno, pa se umiri, pa pridi nazaj, pa se bomo zmenili, ne. Tako. Se pravi, ne prepovej mi čustva, ampak ki ga pomagam zdravo izraziti. Ne. Pa da se bomo pogovorili, ko bomo mirni. Ja, ali pa ko pač, ne vem, jaz eksplodiram, kaj naredim, je pa po pravilu škoda, ne. Da se pomirim, pridem do nje ali do Ive in pač rečem, prosti, prej sem se razjezil, nisi ti kriva, ne, sploh Sofiji, to povem, nisi ti kriva, to sem pač zaradi mene. Nabira se mi. Ja, tako, ali pa pač imel sem zoporen, naporen dan in sem pač eksplodiral. In potem se pač pogovoriva o tem, kar je bilo. Ne? Če tudi je pač bil trigger to, da ne vem, soba že 3 dni ni bila pospravljena in se zgolj še grmadi vse. Ne? Tako. Tako da to popravilo škode je zelo, zelo pomembno. In tudi to, da otroku lahko rečemo oprosti, ne, da zmoremo to narediti, je pač pomembno, ker pač ustvarjamo s tem nek predpogoj, da bo pač v odnosu znal tudi sam ravnati bolje, iskati neko stično točko, ker tudi pobotanje je zelo zdravilno, ne vem, po konfliktu, potem, ko se s partnerjem, ko si skočimo v lase, namesto v posteljo, recimo. Nekaj, kar nas celi in to celjenje je pravzaprav pomembno. In kar je tragično je, da se v bistvu ne znamo zaceliti, zato ker pač si nismo še dovolili pogledati teh ran, ne? In to nas čaka, to trdo delo. Ja, delo na sebi. Ja, to se spomnim, ker si omenil že, sem te poslušala v enem izmed pogovorov, kako pomembno je otroku se opravičiti, pokazati enakovreden odnos, vsi se motimo, sem se razjezil, oprosti, brez ampak, ampak bi, ne vem, da ni razloga zdraven. In tudi pri partnerju, da se pred otrokom pobotamo, si rečemo, oprosti, nisem naredil prav, se objamemo. To sem začel prakticirati, da daješ zgled za tem. Ker se mi zdi, da otroci, ki odraščajo v družinah, kjer ni konflikta pred njimi. Seveda so težki dnevi, slaba energija, oni itak čutijo vse, da nekaj ni. In ko odrastajo, pridajo v razmerje. Prvi konflikt, ki je, ne vem, sem slišala en primer, da je on mislil, da je zdaj konc vsega, začel kufra, pa ker se ona razjezila. In ona je, ne vem, živela v družini, ki so se prepirali, so bili glasni, so se imeli pa tudi zelo radi, kjer je po večini tako, ne. Pri njih pa ne, nikoli konflikta, videl kot otrok in se sploh ni znal z njim spopasti. Tako je, Mislim, to je zelo pomembno, ne, da razumemo ta ozemlja, teritorije, kjer smo bili vzgojeni, kjer smo bili čustveno soustvarjeni in kakšno je potem
v bistvu ta dota, s katero pridemo v razmerje. Ne? In tudi jaz pa Iva sva si zelo različna v tem smislu. Ne? In mogoče ne gre samo za to, ali je šlo za, ne vem, predelovanje konflikta na takšen način ali pač to, da je obstajal nek sram pred jezo, pa so se kregali pasivno-agresivno, ne, z kujanjem, muljenjem in podobno. Začne se zelo za to obliko navezanosti na mamo, ne, ki je pač v psihologiji zelo pomembno izhodišče za to, tako kako v bistvu smo predkonfigurirani za odnos, ne, kako se bomo umikali, kako se bomo približevali, kako se bomo sploh prepustili odnosu na zdrav, odprt način. Ne. In tu sem tudi jaz imel težave, ker sem že zelo zgodaj zablokiral svoje čustva in bil zelo okoren pri tem, kako jih izražati, kako se v razmerju odpreti partnerju na nek zdrav način, da se lahko v celoti približa. Ne. In šele ko sem razkrinkal ta bunker, ga razstrelil in se naučil čustva izražati zdravo, sproti in brez nekih teh starih navodil, kako pač moraš ravnati. Ne. Ker pač, ne vem, v Ivini družini so se glasno skregali in so bili že čez pol ure ok, še prej, ne, par minut. Ne. Pri nas so se na vsake toliko glasno skregali, ampak je bilo 2 tedna molka. Ne. Aha, tihe maše. Tako, točno to, ne, taborniškega molčečnika. Kar je to zelo mučno za otroke, po moje. Ja, tako. Ja, ker si vedno na preži, ne, vedno oprezaš, kako zdaj, a ste starša ok. Se pravi, stalen krč, ne, verjetno v otroku, to, ne, kaj bo sedaj se zgodilo. Ampak se v bistvu, kar se naučiš, ne, in je bilo to meni v poslu, v bistvu mi je prišlo prav. V plus, čeprav, ja. Je, ne, da znaš ljudi prebrati, ne, v bistvu pogledaš obraz, pa takoj veš, kaj se približno dogaja in kako jih potem, ne, spraviti v dobro voljo, kako jih prepričati v nekaj, kako jih... Čeprav zelo naporno, ne? Ja, seveda pač. Stalno skrbeti, da bo nekdo dobro. Ja, če si svojemu staršu, pač razviješ razne mehanizme. Ampak ja, saj v končni fazi pa to, kar je bilo težko, pa vedno vem, ne vem, da je pač mami, oče je umrl že pred, zdaj bo 7 let. Aha, tu dedek? Ne. Zdaj, a jaz sem te razumela, mamin oče? Ne. Pravim, da je mami težko to vedno znova poslušati, ker izpostavljam te stvari. Oče je pa umrl že pred 7 leti. Da pač vse to, kar o tem, da govorim o svojem otroštvu tako iskreno, pa da jo izpostavim kot pač, ne vem, nekoga, ki sta dajala vse od sebe za gostilno, ki sta morala biti vedno tam. Se vedno govoriš o njima, ampak pač, verjamem pa, da je težko. Je težko, ampak je pa pomembno, da v bistvu se naučimo, pač, pa ne zdaj, da bi vsak prav svoje umazano perilo v javnosti, pa tudi tega jaz ne počnem, ampak da smo se sposobni na eni točki odraslo pogovarjati s svojimi starši, ker pogosto starši ne zmorejo tega, ker se pač počutijo na tnalu in na kovalu zaradi nekih svojih napak, za katere takrat seveda sploh niso vedeli, da jih delajo, zaradi okoliščin, na katere objektivno niso imeli vpliva, da bi jih lahko bolj obvladovali ali spremenili. Ne? In zato je to, kar zapišem v svoji drugi knjigi, ne, da kot otroci dopuščamo, kot odrasli pa odpuščamo, neka pomembna maksima. Ne? Ker pač kot otrok nimaš vpliva na to, kaj se ti dogaja, ne? Ker si nemočen. Vse, kar lahko narediš, je, da razviješ neke obrambne mehanizme, da se dovolj zaščitiš, da zmoreš, da greš naprej. In potem moraš... Odvisen si tu od bližine staršev. No, absolutno, preživetveno in potem čustveno. In potem, da te obrambne mehanizme na eni točki razkodiraš, jih prepoznaš in ugotoviš, kakšno škodo ti delajo, ne? Ker v odraslem življenju več niso obrambni mehanizmi, ne? Ampak so v bistvu neki načini, ki ti onemogočajo, da bi živel boljše življenje in imel boljše odnose. Ne? In zato je to neka oblika odpuščanja, ki je zelo pomembna. In ta domača naloga pač, mislim, da čaka kar vsakega izmed nas, ne? Ampak smo se pač pripravljeni lotiti bolj ali manj zavzeto, bolj ali manj je pa to pogojeno z stisko in z bolečino, s katero smo soočeni. Ne? In jaz sem bil soočen z tako enoto bolečine, da pač ni bilo drugega, kot da grem vse
spremeniti in prenoviti in predelati. In ta predelava je dolgotrajna, zoprna in pogosto povzroča tudi kakšne konflikte v okolju, v družini. Ta naloga je sigurno ena težjih. Ja, tudi to, kar si omenil, da razčistimo starši. Vsi so delali v najboljši moči. Smo jim lahko hvaležni, so nam nudili. Imeli so nas, če smo imeli seveda varen, topel dom in ljubezen. Je pa zelo, kako se to prenaša. Če oni niso dobili mogoče tiste dovolj topline od staršev, od svojih bližnjih, jo mogoče tudi težko dajo naprej. Se to je res in vsi vemo, da se je to dogajalo, da so oni zagotovo želeli preprečiti nekaj, kar je njih tako zelo prizadelo. In jaz vem, da ste to tudi naredila v mojem primeru, ampak kar je tudi pomembno je to, da si ne omalovažujemo svoje bolečine. In tu smo lahko zdravo egoistični v smislu, da si dovolimo prepoznati vso pomanjkanje, ki smo ga bili deležni, pomanjkanje ljubezni, potem pogojeno ljubezen, potem kakšna, ne vem, težje vsebine, ki so se komu zgodile. Mogoče, ne vem, če ti pride prav, si rečeš, pa saj ni bilo tako hudo, da zmoreš to, ne vem, stisko v tistem trenutku lažje predelati, ker še nisi dovolj močan. Ko si pa dovolj močan, pa moraš res celo to bolečino si dovoliti doživeti in si reči, res sem bil opeharjen ljubezni in sem zato jezen. Tako. In pravico imam, da sem jezen. In zdaj to jezo zdravo izražam, tako da povem to in to. Ne? In zdravo postavim meje, to je pomembno. In marsikdo pač čuti to veliko krivde in sramu, da bi to svojim staršem naredil. Tako da tu je v bistvu zato fajn, da... Spet občutki krivde. Tako, zato je fajn, da pač je tak človek tudi, ne vem, obkrožen z kakšnimi strokovnjaki, da gre na psihoterapijo, da se pač pogovori z kom, ki mu lahko pomaga skozi to pot, skozi ta proces. Čim manj, nekimi nepotrebnimi v bistvu ovirami. Da se ne dodatno ne obremenjujemo, ker je to težka naloga. Ja, ker se boš pač skregal za starši, definitivno. Ali v svoji glavi, pa boš tam imel ta... Taka paleta čustev, lahko razočaran, občutkov krivde, jeze, sramu. In sploh na začetku, ko je vse tako v bistvu zgneteno v eno kepo. Pa starši imajo svoj pogled. Ja, seveda imajo, logično. In potem da priješ do točke, da ti reče, ok, razumem te. In to je bilo meni pomembno za celjenje. Ko je mama meni rekla, Ljoša, vem, oprosti, glej, to, vse je bilo pač tako, trudila sva se po svojih najboljših močeh, res mi je žal. In to je to popravilo škode, ki toliko pomeni, toliko šteje. Ful je lepo povedala in verjamem, da je neizmerno ponosna na tebe. Ja, se sem tudi na njo in oba. Omenil si psihoterapijo, tudi v knjigi omenjaš, da ti je zelo pomagala prebroditi. Pa me zanima, kako koristni so obiski psihoterapije po eni taki izkušnji težki, kot je izgorelost, in pa kako se ti je bilo vrniti na delo? Ja, to je zelo pomembno vprašanje. Psihoterapija pač je prototip nekega bomo kar rekel, idealnega odnosa, varnega odnosa, kjer nekdo posluša. In to je tisto, je tisto, kar ljudje v osnovi potrebujemo. Da smo slišani, da smo upoštevani, da je bližina brezpogojna, da nam omogoča varen prostor za izražanje svojih čustev. In zato je to nek prototipski odnos, ki ga v bistvu potem, ko ga doživljaš, lahko v zdravi meri preslikaš tudi v svoje odnose ali odnose s partnerjem, ker pač ugotoviš, da je fajn, da mogoče ti poslušaš malo bolj, da si ti tak amatersko-terapevtski, da pač ne sodiš takoj, da ne skačeš v besedo, da ne vsiljuješ svojega prav. Potem ti omogoča, da tudi z praktičnimi nasveti postaviš meje v karieri, v svojih odnosih. Prej omenjena dr. Urška Batelino je specializirana za izgorelost, za obsesivno-kompulzivne motnje, za delo z narcisi, kar je pač danes v bistvu nek zelo splošen pojav. Ta narcisistična motnja je nekaj, kar povzroča ogromno ljudem gorje. In ko imaš pač takšno oporo in to na tedenski ravni,
lahko začneš svet dojemati v drugačni luči, saj se ta vzorec počasi, sicer je zelo trdovraten, ampak vseeno na eni točki popusti, začne razkrajati in znaš v življenje vnašati neke drobne spremembe, ki ti kmalu postrežejo za dokazi, da če v to spremenljivko dodaš še nekaj novega, prideš do drugačnega izida, do drugačnega zaključka. Ne? Ker upanje, ki je seveda neka lepa stvar, pomembna stvar v našem življenju, je pogosto problematično zato, ker ljudje mislijo, da če bodo upali in bodo zgolj ponavljali ista dejanja, mislili iste misli in doživljali ista čustva, kar naenkrat prišli do drugačnih rezultatov. Ne? Ampak to se ne bo zgodilo. Ne? Ker že kot je povedal Albert Einstein, je to, da počnemo iste stvari in pričakovati druge rezultate. Drug rezultat, definicija norosti. Ne? In zato moramo tu znati razločiti to, da je upanje nekaj, kar mora biti vedno podprto z akcijo, z našo prizadevnostjo, z neko samodisciplino, z našim delovanjem. Ja, in samodisciplina je v bistvu zelo trdo delo, ne? Je zelo aktivna komponenta našega okrevanja, ne? Ker mislimo, da je samodisciplina zadržanost, restriktivnost, pasivnost. Ne? Je pasivno zato, da ne greš 10-krat do hladilnika v 1 uri in se čustveno zdraviš z sladkorjem, kalorijami, ne? Da ne odtavaš 5-krat na dan na pornografske strani, da ne greš 30 stav narediti za vikend in da nisi v službi 16 ur na dan in potem doma otrokom govoriš, vse za to delam, vse za vas, ne? Da boste vi da imate vi vsega dovolj. Ja, točno to. Ne? Ti si kriv, da bom jaz umrl. Ne? To je v bistvu sporočilo, ne? Da se jaz tako razdajam, da jaz tako trpim, ne? Kar je spet grozno sporočilo za otroke. Absolutno. Ne? No in to potem terapevtsko delo, terapevtska podpora. In tu je mogoče fajn, jaz sem imel to srečo, da sem se z Urško takoj ujel, da pač ljudje ne obupajo, zato ker pač vsi niso za vsakogar. Ne? Kakšni klienti se ne razumejo z terapevtom, kakšni terapevti ne morejo doseči preboja pri kakšnih klientih in ni vredno vreči puške v koruzo in reči, veš kaj, to ni zame. To pa samo sem probal, mogoče, ker ni... 3-krat sem bil, prišel sem do neprijetnih čustev, ampak to je namen, ne? Zdaj, če preklopiva, ne? Se pravi, če najdeš dober odnos in pol v bistvu ugotoviš na terapiji, da si prišel do nekih težkih občutij, ne? In si rečeš, čakaj, pa ne? Vi bi morali poskrbeti, da se jaz dobro počutim. Ne? Že Aristotel je povedal, da pač je včasih fajn, da greš iz bolnišnice tako, da te še bolj boli. Ne? In to je pri terapiji pomembno, zato da greš in terapeut te zdravo vodi iz pač tega nivoja do naslednjega nivoja, do naslednjega nivoja, do naslednjega nivoja. Te drži za roko in pejdi zdaj ti po stopnicah z mano najprej, pol pa zdaj pa pojdi malo sam po stopnicah, pa pol in si, ne vem, lepo voden skozi ta labirint. Neka podpora, tako. Sam pa priješ do spoznanj. Ja, v bistvu sam moraš priti in sam si jih moraš potem usidrati spet v neke vrste zdravo delovanje, kjer si potem v tem novem okolju, v novih odnosih, oziroma v novem pogledu na odnose, že bolj samozavesten, bolj pogumen, bolj močan. Kako dolgo si poobiskoval psihoterapijo, se pravi pogovore? Verjetno je to kar proces? Ja, proces, ja. V bistvu sem začel 3. teden po izgorelosti, torej februarja leta 2017, in sem na tedenski ravni terapijo obiskoval 3 leta, potem pa tako po potrebi. Najprej 2 tedna, pol pa tako mesečna, že v bistvu bolj tak... Kot neko obnovitev. Tak, ja, supervizija klienta. To, ja. In potem je pa seveda vso moje terapevtsko delo na sebi s pisanjem, zato poglobljeno res introspekcijo in tem razčiščevanjem fejs pripomoglo k katalizaciji procesa, ne, da je bilo hitreje. Zato pač tudi toliko spodbude k pisanju dnevnika, k temu, da je
treba dejansko izliti nekaj iz sebe, ne samo za premljevanje. Tudi ti obtičiš v glavi kot hrček na kolescu, ne? Če nenehno premlevaš. Zato, če nekaj daš ven, če tudi brez zadržkov pišeš prosto, brez teh nekih ne vem, zavor, kot so sram, krivda, ne upam si tega napisati. Ne moraš prav dejansko ven vse izstreliti, da vidiš, ok, to se dogaja v zdraviš. Ja, tako. Pa lahko tisto zabrišeš smeti ali podkuriš v kaminu za tistim. Ne. Glavno je, da gre to iz tebe. Se strinjam. Ali si danes hvaležen za to izkušnjo, verjamem, da je bila blazno težka, imel si že družino, majhnega otroka. A si danes hvaležen za to izkušnjo? Ali če bi zavrtel čas nazaj, bi rekel, da tega ne bi želel v življenju doživeti? Tako. Ja, če bi lahko ljudje prevrteli življenje nazaj, kot smo včasih videokaseto morali prevrteti nazaj, preden smo nazaj videoteko nesli, ali če smo sploh tisto fotrovo posebno videokaseto, ki je najdel, pa jo gledali, smo jo morali tudi nazaj prevrteti na točno tisto mesto, kjer je on nehal gledati. Ne? Kot pravi šala Boštjana Gorenca, pižame. Bi želeli, mislim, bi res nenehno vrteli nazaj, pa spreminjali svoje izkušnje, pa si optimirali svojo pot, pa bi kupili Googlove delnice leta 2000, pa bitcoine, takrat, ko so bili 50 €. Ne? Ampak to ne bi bil poseben čar, ki bi življenju kaj doprinesel, zato ker pač izkušnje so na koncu tisto, kar se nam bo v tisti odjavni špici na postelji odvrtelo, ne? Če se res odvrti življenje pred tvojimi očmi, kar bo življenje naredilo vredno oziroma vredno tega, da ga bomo pač poimenovali, da je bilo špica, da je bilo super. Da je bilo krasno. Ali pa bomo pač šele takrat soočeni z vsemi obžalovanji, z razočaranjem. Ne? In zato pogosto v novem predavanju ne je moč na koncu dam publiki nalogo, ne, da si predstavljajo svoj nagrobnik in kaj bo pisalo na njem. Ne. Da je vanj vklesan neprizanezljiv povzetek njihovega življenja. Ne. Ali bo nekaj ponavadi piše počivaj v miru. Ne. Kaj pa če je pisalo, tu leži nekdo poln razočaranja, obupa in jeze. Ne. A si želimo to? Ne. Ker pač, ne, če je vtis takšen, je to dober lakmusov preizkus za to, da moraš zdravo, pravočasno postavljati meje, da moraš v svoje življenje vnesti več zdrave zavzetosti zase, sporočati svoje potrebe. Ne. In to je ljudem tak velik izziv, postaviti meje, postaviti se zase. Ne. To opažam. In včasih ravno najtežje preizkušnje nas tega naučijo. Tako, nas največ naučijo. Ja, ker si primoran. Ne. Tako, ti reče, življenje nas sezuje, da nas podkuje. Kar si omenil, ne, je moč. Ta knjiga mi je tudi blazno zanimiva. Priznam, da se nisem uspela prebiti do konca. Ampak se še bom, a ne? Veš kaj, tu so v bistvu izkušnje bralcev takšne. Eni jo pojejo, požrejo za vikend, drugi jo pa berejo tak stran z stranjo. In reče, jo nočem, da je že konec in vsak dan malo. Ne? Ja, in tudi sodobni svet je tak kalibriran, da nam vse bolj zmanjkuje časa za branje, zato za knjige, ki so pač še vedno danes pomembna tehnologija. Pozabljamo, da je pisava in da tehnologija in da so knjige zato v bistvu tudi tehnološki pripomoček. Ne? Tako da si v bistvu brez občutkov krivde lahko nudimo samo en odstavek zvečer ali kakšno misel tu in tam, pa nam že to lahko malo pomaga v tem mozaiku okrevanja. Oprosti, prekinil sem te. Ne, v redu je. V knjigi mi je bilo zelo zanimivo. Nekako ljudje smo tako naravnani s tem, ko nekoga zavrnemo, pa naj bo to osebno življenje ali služba, da zraven podamo razlog, da lažje opravičimo nekaj, da ne morem podaljšati, ker ne vem, imam to pa to, naprimer v službi. Ali pa dame danes z vami ne morem na pijačo, se slabo počutim. Razlog je pa lahko samo, da se mi ne paše mi zdaj družba, a ne? In zelo lepo je
meni je zelo fajn, ko mi nekdo iskreno pove, ni mi danes do družbe, rada bi bila sama ali pa rad bi bil sam. A ne? Zakaj zakaj je v nas tako težko, da rečemo ne, brez razloga? A ne? Imamo tukaj na našem portalu coachinjo, ki vodi ljubeči coaching, Petra Arneš Muhorič. Se poznate? Ja. No, in ona ima prav vajo, da rečeš ne samo brez, da bi razložil, zakaj ne. Zakaj je tako težko? A pa bele laži tudi omenjaš v knjigi? Ja. Bova malo razčlenila. Jaz pravim v knjigi, ne polagajmo računov in ne nizajmo opravičil. Se pravi, račune polagamo v smislu, kot si lepo izpostavila, da v bistvu opravičujemo svojo vrednost, oziroma to je najbolj neposreden dokaz naše nizke lastne vrednosti, ko nam do nečesa ni, ko pač imamo objektivno pravico, da poskrbimo zase, da se postavimo na prvo mesto, da ostanemo doma in ne gremo, ne vem, na zabavo, na katero se nam niti slučajno ne ljubi, da stikamo z razlogi in pojasnili, in to je v bistvu neka valuta, s katero želimo opravičiti svojo vrednost. Se pravi, res bi šefu, ki nam v petek zvečer da nalogo za čez vikend, rečemo, saj veste, da bi to naredil ali naredila, še celo jaz z veseljem, ampak prijatelji, to je zdaj resnični primer, ampak prijateljica se poroči in res bi rada šla na poroko, tudi sem si kupila že vse obleke in res ona računa na mojo pomoč, se pravi, nekaj, kar sploh ni diskutabilno. Seveda, poroči se ti najboljša ampak prijateljica. dejansko je to bil primer, da pač nekdo, ki je bil vsakič na voljo, s tem razvadil svojega nadrejeno, da je pač mu... Pa tudi izgubiš na moči, ker začneš opravičevati, je njemu še lažje, potem reč ne, želim, da je to danes. Zato, ker takoj začuti tvojo nemoč. Tako. Se pravi, asertivno postavljanje meja. Tokrat, nažalost, ne bo šlo, tega se lahko lotim v ponedeljek zjutraj ali pa recimo, ne vem, v torek, ko zaključim z tistim projektom. That's it. In to je pač tvoja pravica. In tu seveda ljudje ne morejo potegniti črte, ne morejo zarisati meje, zato ker jih je strah avtoritete. In zato sem že prej govoril, da veliko ljudi starševsko avtoriteto nezavedno zamenja za avtoriteto nadrejenega ali nadrejene v službi. Zato, da lahko podaljšajo svoj odnos, zato, da so lahko še vedno otroci. Se pravi, vsi ti odzivi, kjer mi pojasnjujemo, kjer se pojasnjujemo brez potrebe, so kakšne stvari, kjer moraš povedati, to pa to sem naredil za to in to in to. So takšne situacije. So situacije, kjer se moramo opravičiti, ne samo iz vljudnosti, ampak ker smo ravnali narobe. Zdaj pa kar z tem tjam in dam nekaj obmetavamo druge, si še bolj znižujemo vrednost, si še bolj zmanjšujemo možnosti, da bodo naše meje končno sprejete. Še večkrat bodo prekoračene. Tako in pol nekdo pove, ne morem priti, res oprosti, veš, kako mi je grozno, tako mi je žal, počutim se res kot zadnja smet na svetu, ker sem te tak fejs razočaral. Se pravi, spet uprizarjamo nekaj, kar je bilo najbrž v našem otroštvu normalno, v nekem odnosu, in kar bo sledilo je to, da nam bo drugi dejansko nagovoril ta občutja. Ja, res, mogoče, ne vem, se nočem družiti s tabo v naslednjem tednu, ali pa bo to razočaranje prevzel in ga še podkuril z svojim razočaranjem ali pa z zmajevanjem z glavo, pa tako sem te bil vesel, ja, škoda in tako dalje in tako naprej. Spravi, v bistvu nenehna neka vojna med pozicijo agresorja in žrtve. In zato oprosti. Zato pravim, ne bodimo prostituti in prostitutke. Se pravi, ne opravičujemo se iz vljudnosti, opravičujemo se iz vljudnosti, iz bontona, ko pač kaj res objektivno zagrešimo, ne pa iz te navajenosti na našo lastno vrednost, iz navajenosti na podrejen položaj in podobno. Se je sigurno proces do tega prideta, če imaš to tako ukoreninjeno v sebi? Absolutno. Jaz sem rabil 37 let, da sem uprizaril ta vzorec, potem izgorelost, ki me je pač tako stisnila v kot, da več ni bilo možnosti, da sem še naprej zgolj krotek.
Kako močno, se o tem sva že gledali, zelo močno imamo zakoreninjene vzorce v sebi iz otroštva, se pravi biti dovolj sam sebi, predvsem, a ne. Se pravi, znebiti se jih je zelo dolgotrajen proces. Me pa zanima tukaj, kar si že omenil, v partnerstvu nekako poiščemo partnerja, nezavedno seveda, nekaj, kar nam je blizu, kar nam je domače, znano. In večkrat si izpostavil, da si bil pogosto sam doma, seveda si se počutil varno, oziroma z bratom in sestro, vedel si, Nisem se počutil varno. Ja. Mislim, rekel si, da si vedel, kje sta starša. Ni ti bilo pa prijetno. Tako. Ni ti bilo pa prijetno. Imaš mlajša brata in sestro? Ja, Dominik je 2 leti mlajši, sestra pa 4, Urška. Pa je kdo od njiju prevzel gostilno? Ja, Urška. Wow, ful lepo, sva je šlo naprej. Ja, Dobro, zdaj vem, kaj. Ne, lih se zdaj ukvarjamo s tem, ker je pač res neprizanesljivo. Ful je težko dobiti pomoč, z mamo obe delata ful. Mama še vedno aktivno ful. Ja. Pridna, evo do konca pridna, tako že, zdaj, ko je bila upokojena. Ja, sestra soočena z določenimi izzivi, zasebnimi in pač rabi pomoč, ne vem, v strežbi in pač danes je to res velika rana slovenskega turizma in hospitality biznisa, ampak dobro, to pustiva zdaj ob strani, bo na drugo vprašanje odgovorila. Prosti, če smo nekaj še ta gostilna še, to sem razmišljala, ker sem brala. Krasno, odlično delajo, fantastično je, lepo, ne? Pol je zanimivo, ker zdaj je Dominik parkrat šel pomagati za vikend, ne, in pač pravi, vsi gosti, kak je pri vas fajn, kak je krasno, mi tu tako uživamo, ne. In pač je prišel v stik za to jezo, ne, pa je rekel, mi pa ne, ker pač garamo tu že tako dolgo, ne, seveda so lepi trenutki, pa je, to neka vrsta poslanstvo, poklicanost, ampak ne, skozi to prizmo, da zadovoljuješ potrebe drugega, da si lahko potem ti dovolj pomirjen sam s sabo, ni receptura za izpolnjeno življenje. Sigurno. Lahko si zelo uspešen, pa nisi srečen, kar tudi opisuješ. Sicer pa Prekmurci res slavite po krasni hrani. Imam zelo rada, poznam neki specialitet. Super. Ampak zdaj sem zašla. Skratka, velikrat omeniš, in potem si za ženo izbral krasno Ivo, ki je igralka, in da si bil pogosto ob večerih sam doma, ker je ona imela predstave. Zakaj, kako se najdemo tako magnetno, se pravi partnere, in kako si ti šel čez to, verjetno ti je bilo težko biti sam, ali si kaj podoživljal z otroštva, ker si tudi, pa bil si najstarejši otrok in si verjeten, ti je bilo zaradi tega še težje, ker si skrbel še čez ta malčka, staršev pa ni bilo v bližini. Ja. Prej si povedala, da se znajdemo v situacijah, ki so nam domače. In kar je tu zanimivo je, da nam življenje v bistvu nasuje neke situacije, v katerih se počutimo domače, zato da lahko, kot sem že povedal prej, z njimi končno začnemo razreševati na drugačen način, da se znotraj tega ekosistema obnašamo obenem bolj reflektirano, po drugi strani pa bolj odgovorno do lastnega počutja. In že neko pač evolucijsko dejstvo, ki je pomembno, je, da naš ustroj, to, kar nam je znano, kar nam je domače, na nek sprevržen način dojema kot to, kar je varno. Zato, ker pač to, kar nam je znano domače, od nas ne terja toliko energije, da o tem razmišljamo, da delamo drugačne stvari, da eksperimentiramo, ker pač narava skrbi za naše preživetje in za naše preživetje je pomembna narava in včasih pa energija, in včasih v naravi ni bilo kar toliko energije, ni bilo kar toliko hrane, in v bistvu smo pač z biološkimi vzorci nekako prednastavljeni, da iščemo udobje, da iščemo to, kjer ne trošimo preveč energije. To je pač zdaj banalno povedano, ampak zelo pomembno za to, kar sledi. In se pravi, če si mi najdemo nekaj, kar nam je domače, kar nam je znano, to naš ustroj dojema kot varno,
to še ne pomeni, da je to res dobro za nas. Zato, ker pač mi kot varno oziroma kot domače lahko dojemamo odnose, ki so bili konfliktni, ker pač se je dogajala zloraba, ker je bilo čustveno neravnovesje, ker so bile izkušnje, pa celo nasilje, ne? Tako, absolutno, koliko je teh zgodb, ne, ki so v bistvu za nas škodljive. In zdaj nezavedno ti seveda zavohaš nekoga, tvoj ustroj se dejansko te privlači. Tako, magnetno približa nekomu, ki ti omogoča to prvo travmo, to tvojo prvo patologijo. Ne? In v mojem primeru je ta občutek zapuščenosti, ne, ze strani mame, ze strani staršev, tak močan, tak boleč v meni, da je potem, ko je Iva po porodniški, po prvem letu, ne, spet začela nazaj delati in pač gledališču, to pomeni ne, 300, lahko tudi do 300 večerov odsotnosti na leto, tudi do poldnevov zaradi vaj in tako dalje, ne, tak neprizanesljiv urnik je to. Pogosto, da sem potem jaz doma se počutil kot, ne vem, oče samohranilec, ne, in se potem tako ukvarjal s tem nekim blaznim razočaranjem. Ne. In na začetku sem pač Ivi godrnjal, ne, glej, Sofija je brez tebe, ne, otrok potrebuje mater. Ja, ne, in se je to pač stopnjevalo do pač tega, da Iva rekla, glej, veš kaj, jaz nisem slaba mama, to je moj poklic, to je moja kariera, ki sem si jo zbrala, prosim, to spoštuj, ne. In potem sem pač se končno ukvarjal s tem, da pač res tu nekaj rogovilim zaradi kakšnih drugih stvari. In ko sem prišel v stik z tem otrokom v sebi, ki pogreša svojo mamo, je bilo teh projekcij konec, ne. Da sem jaz v bistvu vzel Sofijino navidezno bolečino za to, da mame ni, pa sem bil jaz z njo, starš, ves čas. Tako, nekdo je ob njej, od najbolj pomembnih. Tako, in sem se nehal jaz obnašati otroče, da je lahko ona imela varno zavetje zraven. Sem ugotovil, da se v bistvu ta patologija dejansko preslikava v naše odnose in imamo možnost, da jo prepoznamo in da začnemo v njej ravnati drugače, se učiti o sebi. Ozavestimo. Tako, in spreminjati to bolečino, ki je objektivna, ki je pač v nas, v nekaj, kar pač k odnosu bolj zdravo doprinaša. In to je, ne vem, spoštovanje, zaupanje, predvsem zaupanje sebi, potem to celjenje tega razočaranega, prizadetega otroka. Neka zrelost. Ja, prihaja zrelost, prihaja v bistvu pozicija moči, ne, ker ti vseeno, tu pa postaviš meje samemu sebi, ne, in to je pomembno, kar ljudje pogosto delajo narobe, je to, da mislijo, okej, zdaj sem pa tako dolgo potrpežljiv, da se mi strga film, potem jeza zbruha iz mene in jaz tam postavim meje. Ne? Jaz sem dovolj tega, jaz tega več ne bom počel, vsega imam poln kufer in zdaj bo tak in tak in tak. Ne? In pol v tej jezi čutijo to opolnomočenost, potem se pa ta jeza poleže in pride občutek krivde, občutek sramu in potem občutek strahu, da bodo odnosi pokvarjeni, skrhani, da bodo zapuščeni, da bodo ljudje izstopili iz odnosa in potem priklečeplazijo nazaj in spet prosijo ali agresorja, da jih še naprej nadleguje. Ne? In to je v bistvu prva napaka. Druga napaka je pa, da mislijo, da se meje postavljajo samo drugim. Ne, meje moraš najprej začeti postavljati sebi. Ne? In šele ko sem jaz mejo postavil pri sebi, da sem ugotovil, to godrnjanje Ivi je pravzaprav začetek mojega raziščevanja z mamo, ne? Je to zdravo postavljena meja sebi, ki sem jo pač začel spoštovati. In tudi, ko so prišla vsa ta čustva, sem rekel, to nima veze s tem, to ima veze z mano kot, ne vem, 2, 4, 6 letnikom, ki je pač to doživljal in pač čakal do polnoči, da je mama prišla domov nazaj. Takrat verjetno si šele v miru zaspal. Ja, to bi lahko cel podcast imel o mojem spanju, ampak ja. Ja, še bo se mogla videti, imam vprašanj po moje za 5 ur. Zdaj, ko smo govorili o postavljanju meja, imam eno tako situacijsko vprašanje za tebe. V knjigi Srečo, prosim, opisuješ en tak dogodek, neprijeten,
neprijeten, sramen, kako bi rekla. Skratka, imeli ste neke visokostne goste, ne vem. Aha, iz gostilne prigodo nekaj. In oni neki so poniževalno so se obnašali do tvojega očeta, ne, rekli so mu Bagola, ne. Nekako je bilo točno, če bo Bagola... Ti kar povej, bom jaz pol povedal. Če bo Bagola dal za rundo, ne, se on nima... A ne, ni bilo, do mene je bilo. A ja, sem razumela, da do očeta. Ja, ne. A ja, sem pa mislila, da si bil kot otrok prisoten v prostoru in zdaj sem te želela vprašati, kako bi ti odreagiral, da imaš danes, zdajle, svojo gostilno, zelo uspešno, trdo delaš, da zadovoljiš goste in preživiš družino. Nekje v bližini je tvoja Sofija, ki spremlja dogajanje in se nekdo do tebe vede nespoštljivo, poniževalno, a nekako, da bi pokazal tudi otroku, a ne to, da se s tabo tako ne pogovarja. Ja. Jaz pravim, da so starši na začetku naš največji vzor, zato od njih prihajajo naši najmočnejši vzorci, ne? In pač oče je bil zelo vase zaverovan, zelo načelen, zelo odprt, gostom odprt človek, manj pa čustvom odprt, se pravi, je bil tipičen moški, ne, kazal je pol jezo, ko je prišlo tako daleč, ampak je znal biti zelo ljubeč, mu je bilo to naravno in pač vem, kakšna je bila njegova izkušnja takrat z mamo in podobno. In potem sem pogosto videl, kako se je do kakšnih gostov v gostilni vedel v smislu postavljanja meja, ne. In je bilo to koristno, ker pač gostilna je prostor, kjer se veliko odnosov prepleta, kjer imaš različne osebnosti, kjer imaš različne tipe ljudi, ki v bistvu ustvarjajo pol ta nek ekosistem, ki ga moraš ti handlati, ne? Tudi ko sem pač stregel ljudem, ko sem stregel ljudem pol, kakšni so prikolovratili, ne vem, okajeni, pa jih je bilo pač treba usmeriti ven na takšen in drugačen način. In predvsem, ja, si diplomat, si psiholog, si poslušalec, si pripovedovalec zgodb, če hočeš ustvariti neko dobro izkušnjo, in to seveda govorim iz časov, ko sem jaz odraščal, ne. Zdaj smo nažalost vsi zombificirani in pač gosti zrejo v telefone, natakarji pridejo za kaj boš. In to je nažalost nekaj, kar zahteva še en drug podcast. Ja, no, v tistem primeru, ki si ga pa izpostavila, je prišlo za situacijo, kjer pač smo imeli eno slavje in je bilo pač to za tudi nekaj eminentnih, imenitnih gostov na zelo visokih političnih položajih. In potem je pač to bilo že zelo zgodaj zjutraj, jaz sem pomagal očetu takrat in so prikolovratili Dušanka in so mi rekli, daj Baglo, natoči nam tu špricarje. In jaz sem to naredil in bolj je pač slavljenec enemu visokemu gostu povedal tak, kdaj boš Bagoli konsolidiral finance, ne? In bolj je visok gost rekel, saj Bagola nima financ, ne? In ampak zanimivo, ne, ker je pač to nagovorilo moj manjvrednostni kompleks, in to izhodišče pač družin mojih staršev, ki so si res morali iz nič priboriti vse te zgodbe, kako sta pač starša šla do, ne vem, poslovalnice, banke takrat, da dobita kredit, pa se jim je uslužbenec smejal v obraz, pa je rekel, točno tako je rekel, ne, zanimivo, kako se travma ponavlja. Ja, Bagola, to pa ne bo šlo, ne. In potem v bistvu ta nagovarjanja, te boleče rane in ta uprizarjanja skozi čas prihajajo zato, da jih nekdo zameji, se pravi, ne, cycle breaker, ne, se pravi, nekdo, ki pač ta krog prekine, tisti, ki postavi mejo, tisti, ki ni več samo, jaz sem takrat bil jezen, ne, in globoko v sebi me je bilo najbrž sram, ker sem jaz zdaj pač tu moral 5 zjutraj, že kot ne vem kako uspešen kreativni direktor, več let zapored kreativni direktor leta, ne vem kaj vse, ne, prepoznan, pač biti soočen z tem. In zdaj seveda, imaš pa ti vseeno neka svoje vrednote, imaš svojo lastno vrednost in si misliš,
pač idiot, Ja, pač ja. idiotov Se ti sploh ne da pač, s tem ukvarjati. ali pa mu postrežeš nazaj za kakšno bistroumnostjo, dobro, nekrat v novi knjigi zapišem, ko sem pač se vračal z službe in sem v mestu srečal dva kolega, ki sta sedela v lokalu, pa sta gledala na cesto, popolnoma v drugo smer, kot so bili vsi drugi gosti obrnjeni, ne? In sem rekel, živo, kaj pa vidva tu? Ja, gledava svoj Porsche, ker sva zgubila ključe, da nam ga kdo ne odpelje, ne? In potem je njega to, ali še vedno delam v oglaševanju, zanimalo na tak način. Ej, Bagola, ti še vedno prodajaš meglo. In jaz v sekundi, ne, vse vremenske pojave, ne? In to je njegovo ženo nasmejalo, pa je bil še bolj jezen, ne? Tako da v bistvu moramo biti spontani, bliskoviti. Sem čas do dobre ideje, priješ, ko je prepozno. Ja. To bi lahko rekel, a ne? No, evo, to a se ti to zgodi? To bi lahko rekel nazaj, pa kako se nisem spomnil. Evo, ti imaš tako? Jaz zelo hitro pač postrežem za tem, ne? Lahko bi rekel, ja, sem pravi, Tomi Meglič oglaševanja, ne? Ali pa prodal sem toliko megle, da boš rabil meglenke danes. A ja, saj nimaš ključa. Ne, zato si moramo to spontanost dovoliti. In spontanost pa kreativnost sta pogosto povezana z občutkom lastne vrednosti. Ne? To, da ko si nečem zaupaš, ko veš, da je to tvoje področje, ki si ga lahko lastiš, si lahko bolj suveren. Ne? Zdaj pač takrat visokemu gostu, ne, sem si v glavi mislil, pač, če to, da imam finance, pomeni, da sem tak idiot kot ti, pol hvala lepa. Hrani mama, ja. Ampak tudi to ni koristno zate. Ne? Zato, ja. Moraš za to senco razčistiti, ker to je senčni del nas. To da te ne gane. Ja, ampak tu ljudje ne razumemo tega, ker potem to napačno pripišemo k svojim vrednotam. In si rečemo, ok, ja, boljše, da nisem bogat, ker pol sem tak idiot. Ne, to ni res. Dobro je, da lahko smo premožni, lahko imamo veliko denarja, ker se s tem počutimo varni. Če je to posledica naših talentov, toliko bolje. Ne? Mi se pa tega odkrižamo, zato ker ja, bogataši so kriminalci ali pa so si to pridobili na takšne in drugačne načine, za povrh se tako obnašajo in veliko se jih, nažalost. Ja, nažalost, ja, no, in to samo kaže ker pač reklo je, da denar je zgor ojačevalec tega, kar si že bil, preden si toliko denarja dobil. Tako, da samo pride bolj na hitreje na plano. Boš pač večji idiot, ne? Če si pač bil v redu, boš lahko bolj pomagal. Ne? No, sam da pojasnim še to senco, to rad povem, ker je pomembno za naš napredek. Spravi, to, kar nam je bilo v otroštvu prepovedano, ne? Se pravi, ne vem, v okoljih, kot je Prekmurje. Ti moraš biti priden, tih, ubogljiv, pa ne smeš preveč biti mobilnosten na statusni lestvici, se pravi, ne smeš obogateti, preveč zaslužiti, ker boš s tem šel v nos drugim. Drugim pa ni fajn iti v nos, ker kaj si bodo potem mislili. To je maksima slovenskega okolja. Sam Bog ne daj, kaj si bodo drugi mislili. In potem je tudi to, kar si izpostavili. Oče pogosto godrnjal čez te premožnjake. In je v bistvu denar bil v naši družini senca. In pogosto se je zgodilo na eni točki, ko so prenavljali cesto mimo takrat naša gostilna, ki sta jo starša najemala, so to oblasti počele 3 leta, tako dolgo, da smo skoraj bankrotirali. Videl sem, kaj se je staršema zgodilo zaradi tega, kako je izpuhtela ta samozavest, to neko zaupanje v svet. In kako sta potem še bolj garala. Podobno se je meni dogajalo kasneje v življenju. In potem smo do denarja stkali tak odnos, ja, saj to itak boljš, da ne, ali pa vedno, če smo pač dobro zaslužili, smo morali pri tem iz sebe iztisniti zadnje molekule energije, 20-urne šihte, mama je spala po 3-4 ure, prala, likala ob 5 zjutraj, zato da je ob 8, oziroma že ob 7 bila gostilna odprta, da smo jo potem ob 1 zjutraj zaprli in začeli čistiti do 2-3. In ko je to v senčni, ja, se pravi, v moji senci sta bili kao lenoba, pri nas nisi smel biti, da bi se sedel pa pil kavo. Že je nekdo postregal foter pride, ti piješ kavo, eni se pa imajo fajn, super, in si že savna toksična občutja. In isto je bilo za denarjem. In potem sem jaz
tako šel skozi življenje, ne bom jaz zastonj to naredil, ne? Jaz sem fajn človek, ne? Jaz sem fajn človek, pa bom mu to podaril, jaz sem fajn človek, pa vam ne bom zaračunal, jaz sem fajn človek, pa bom, ker sem pač začel delati v drugem letniku faksa, že, ne? Pa bom kreativni direktor na študentskih napotnicah, ker sem fajn človek, ne? Pa ker sem fajn človek, ne bom težil za parkirno mesto v službi, pa ker sem dobil vse nagrade, pa sem fajn človek, ne bom zahteval povišice, ne? In potem, seveda, pa ker ne smem poskrbeti zase, ker je to lenoba, bom pa garavko zmešan. In to skupaj je seveda bilo krasno za druge, veliko manj krasno pa za tebe. In ko sem začel to senčno stran, se pravi to prepoved, ne, zdravo priključevati, ne, zdaj bom pa postavil ceno, dragi moji, to pa stane zdaj toliko, ne. Dragi moji, to bo to. Ceno tudi sebi, kot osebi. Ne, in potem pač denar obravnavam kot nekaj, kar si zaslužim kot posledico mojih vrednot, mojih talentov in mojega prispevka, ne, se začne to zdravo priključevanje sence. Ne. In ko raziščemo in razčistimo za temi prepovedmi, ki so v našem življenju, ne, si dejansko dvigujemo to svojo vrednost. In ta zdrava priključitev teh prepovedi nam omogoča, da v bistvu ustvarimo teren, kjer se nam lahko partner približa, torej da se odnos še izboljša in dvigne, ali pa da je odnosa konec. To je pač dejstvo. Če bo en začel zdravo, pravočasno, spoštljivo postavljati meje, pa bodo meje ignorirane, bo odnosa najverjetneje konec. Ne? Če prvi želi rasti, napredovati, če se prizadeva za to posttraumatsko rast, ki je vedno posledica te neke bolečine, stiske in tega, je to recept, ki bo najbrž šel v tej smeri. Ne? Ali bo pa se stopil z te poti in bo šel nazaj v pozicijo žrtve. To je pa pač drugi, verjetnejši scenarij. Všeč mi je bila misel v knjigi Srečo prosim, da če se kot trčeni zaletavamo v srečo, le še tavamo, in da sreča ni lov, in da naj v miru poišče naš naslov. Naj pustimo, da v miru poišče naš naslov, ja. Potrpežljivost, ne? Sreča, tako potrpežljivost. Ja. Pa tudi srečo najti v majhnih stvareh? Ja, sej pravzaprav ne, v knjigah, ne, ko pač se poglabljam vase pa življenjske resnice, pa jih premetavam in pogosto tudi prerešetavam, vedno pridem do nekih spoznanj, ki so že dolgo udomačena, ki so nam blizu in zdi se ti, da delaš nek salto mortale, ampak prideš do nekih preprostih poistovetljivih resnic in to, da se življenja lotevaš z prave strani, z pravo mero potrpežljivosti in z tem, da dovoliš sreči, da ni nenehna gostja, ampak nekaj, kar je posledica tvojega prizadevanja za to, da udejaniš talente, da postaneš avtentičen, da nisi več ponaredek, ampak redek, ne? Da se dojemaš kot neko ekskluzivno dobrino, da nisi poceni remake, torej spet ena uprizoritev, ampak remek delo, da je potem ta neka pot, ki je pred tabo, v bistvu teritorij, igrišče, nekaj prostranega, kjer lahko živiš radostno, razigrano in raziskano. In to se mi zdi, da so take dobre besede, ki bi morale opremljati našo definicijo življenja. Ne? Mi pa pravimo, da je življenje trdo, da je neizprostno. Ja, odvisno, ne? Kako ga želiš dojemati, kako ga želiš sprejemati. In če smo naučeni, da so neprijetne stvari negativne in morajo biti zato skrite, morajo biti potlačene, ja, bo življenje trdo in neizprostno, zato ker je teh neprijetnih stvari veliko, veliko več, kot bi si želeli. In če razumeš, da te psihološki ustroj in biološki ustroj silita v udobje, ker je to zapoved, preživetvena zapoved narave in veš, da si zoperstavljen temu mogočnemu biološkemu vzorcu, ki ga ne moreš kar izbrisati, veš, da si že v začetku v nemilosti prepričanja, da ti bo v življenju težko. Ne? Zakaj mi ni udobno? Ne? Kriči tvoj preživetveni del možganov. Ne? Ja, ne vem, poglej na to malo drugače. Ne? In zato pač, ne vem, kognitivno-behavioristične, vse te prakse, behavioralne, to preokvirjanje izpostavljajo kot v bistvu ful pomembno stvar, ker ti situacijo preokviriš, da jo pogledaš malo drugače, da si spremeniš besednjak okoli tega. To ni problem, ampak je izziv za rast, izziv za to, da se nekaj novega naučim.
in je stvar že takoj lažja, je takoj bolj udobna. Ne? In vse te neke stvari, ki so posledica našega zdravega preizpraševanja in naše kreativnosti, ne? Ker da ti eno situacijo preokviriš, moraš biti malo iznajdljiv, ne? Si moraš dovoliti to neko zdravo fleksibilnost v življenju. So nam na voljo vedno, vsakič, nam zagotavljajo, da se počutimo manj ujeti, da smo manj pod pritiski in predvsem, da bolj zdravo raziščemo to življenje. In že Jung je povedal, da je življenje, ki ga je vredno živeti, le raziskano življenje. Ne? Mi pa ne raziskujemo, ampak tiščimo glavo v pesek, vztrajamo v bolečini. Ne? Se pravi, to obdobje znane bolečine, priučena nemoč, ne? Ki so vse take psihološke kategorije. Ni v polnosti, ne živiš v polnosti. Tako, pol pa zahtevamo popolnost, ki jo pa iščemo v nezdravih vzorih. Ne? Družina Kardashian, sveti bog. Ne? Okay, nemogoče je, da živiš tako, zato prvo najbrž nimaš takšnih vrednot, drugo najbrž nikoli ne boš imel toliko denarja, tretje najbrž nisi dovolj zmešan, da bi živel pod takim pritiskom nenehnih kamer svoje celo življenje, da bi se na vsake 3 mesece plastično operiral, si povečeval ne vem kaj vse, ne, samo zato, da bi še vedno bil pod sojem žarometov. Ne. Kakšna cena, ne? Ja, ko iščemo vzore pač na nepravih mestih in nažalost so monetizirani matematični modeli, kar so algoritmi, uspeli prelisičiti v bistvu naše možgane z tem poceni dopaminom, da te vzore iščemo v teh bleščavih vplivnežih, zvezdnikih z raztreščenimi, razturjenimi življenji. In to se mi zdi trapasto, ne? Ker pač vidimo, koliko bolečine in koliko disfunkcionalnosti je v življenju zvezdnikov, ampak jih kar še naprej glorificiramo, kar naprej iščemo te stike za to neko karizmo, za to neko auro, predvsem pa neke recepture želimo prenesti v svoje življenje, ne? Imeti sanjske hiše, sanjske avte, sanjska, ne vem, življenja, ki to niso. Kdo vse to ima, pa ni srečena, ne? Tako, ja, absolutno, ja. Sej, zato, ker že Tolstoj je rekel, ne? Sreča je odločitev. Pač. Hočeš biti srečen? Bodi. Ne? In tudi pač, ne, ta je zelo neprizanesljiva maksima. Ne? Lahko si ne vem kakšna žrtev, ne? Pa si lahko srečen, ne? Ker imaš ti to moč, da v bistvu nisi to, kar se ti je zgodilo, spet kot pravi Jung, ampak izbereš to, kar lahko postaneš. Druga in v bistvu je sreča točno v tem potencialu, kaj lahko postaneš, kako lahko življenje raziščeš, kaj vse lahko dosežeš, kar je vprašanje tvoje mladosti. Ne? In potem, česar več v življenju nočeš, kar je bistveno vprašanje po 40. letu, ko začneš postavljati meje. Ja, pa velikokrat slišimo, ljudi reče, ja, ko se bom upokojila, bom pa srečna, ali pa sem še ta projekt speljem, ali pa se bodo otroci zrasli, zdaj ne spijo, pa bom, a ne, to čakanje. V bistvu, tako je, ne? Jaz na začetku predavanja povabim publiko, da z mano ponavlja 2 besedi. Ne? Tempo, 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 tempo in pol kliknem in potem je tam beseda potem. Potem, potem. Ne? Gre se zlogi, kar pretopijo en v drugega. In tako v tej ihti, v hitrosti, v neprizanesljivem tempu svojega življenja, svojo srečo prelagamo na potem, na jutri, na takrat. Pogojujemo jo za neskončnimi koji in čeji. Srečen bom, ko uresničim to in to. Srečna bom samo, če. Ne? Ja. In tako je za temi koji in čeji zaklepamo v oddaljene koče, srečo namreč, katerih ključe na to zabrišemo daleč v stran. Ne? In zato pravim, da sreča ni vnovična in ni vnovčljiva. Ne? Živimo jo lahko le tukaj in zdaj. Ne? In to so te že tisočletja znane koordinate naše sreče v tem trenutku. Aha, tu sem, s tabo sem, poslušam, v odnosu sem, grem na sprehod, slišim ptice, slišim šelestenje listov, duham svež zrak, slišim, kako mi škripa kamenje pod čevlji. Ne? Tako.
To so v bistvu te preproste stvari, ki pomagajo. Biti prisoten v trenutku. Da se naučiš te osnove, tega, da se dokoplješ do skupnega imenovalca sreče. Ne? Potem pa je sreča to naprej v teh nivojih, da udejanjaš svoje talente, da opravljaš poklic, za katerega si bil poklican, da kot posledica tega prizadevanja, ki je disciplinirano, ki je posledica učenja, potrpežljivosti, dobivaš plačo, ki je dobra, da služiš denar, ne? In potem, da si zagotoviš varnost, da si lahko, ne vem, kupiš kakšno stvar, ki ti je fajn, da lahko greš na dober dopust, da lahko otroke pelješ, ne vem, na neko doživetje, ne? Se pravi, tudi to šteje, ne si odrekati materialnega, ne? Ja. Zaslužim si, ne? Ja, in pač jaz sam opozarjam še na ta traumaterializem, ne, kjer pa v bistvu želimo to luknjo izpraznjeno zaradi travme, ki se nam je zgodila, zafilati z materialnim. Ne. In zato kot zapišem, ne, da v bistvu... In se ne da. Ja, ker pač imena in priimke na svojih majicah, ne, drugih ljudi nosimo zato, ker se z svojim imenom in priimkom komaj nosimo. Ne. In v bistvu moraš vedno za srečo pač iti iskati to lastno vrednost. Ne. To je v bistvu izhodišče. Lastna vrednost. Lastna vrednost. Žal nimamo več veliko časa, Hvala tako da Bogu. upam, da te bomo lahko še Hvala kdaj Bogu, gostili. da ne bodo v bistvu izčrpani od mene. In Ne, super, palamudenja. upam, da te še kdaj gostim. Za konec bi to vseeno še ta koncept mi je bil ful všeč, sem te poslušala. Pa kaj če, kaj pa če pa kaj? A bi nam razložil, prosim. ja, pa bom dal pravilen vrstni red. Ja, kaj pa prosti, če, pa ja. kaj če, pa kaj, nič hudega. Ja. Je zakomplicirano. In to so 3 besede, s katerimi lahko v različnem vrstnem redu dosežemo izjemne rezultate. Začnemo z kaj pa če. Kaj pa če danes storim nekaj drugače? Kaj pa če danes ne delam nadur in grem raje na sprehod? Kaj pa če danes ne zavijem v oštarijo in grem raje na fitness? Kaj pa če danes namesto torte pojem raje solato? Se pravi, neka motivacija k majhni spremembi. Majhni spremembi, Tako, da pač postaviš nečemu mejo, sebi. Ne bom več pil, ne bom več nezdravo jedel, ne bom več razpoložljiv v službi v vsakem trenutku. Ne? Okay, ne? In se počutim dobro, opolnomočeno, samozavestno. Za 7 ali 8 sekund. Ne? Ko nas spet preplavijo občutki krivde, sramu in predvsem strahu, kaj si bodo o tem mislili drugi. Zato sledi druga variacija. Pa kaj če? Ne? Pa kaj če v službi mislijo, oziroma pa kaj če v službi mislijo, da nisem več nepogrešljiv? Ne? Pa kaj če v službi mislijo, da nisem reševalec? Pa kaj če kolegi v oštariji pravijo, da sem postal copata? Ne? Pa kaj če to solata ni bila tako okusna kot tortica? Ne? In potem se to kmalu, ne, z vztrajnimi, discipliniranimi ponovitvami se šteje v če pa kaj. Če pa kaj, sem pa ponosen, da sem bolj miren. Če pa kaj, sem pa ponosen, da ne pijem več. Če pa kaj, sem pa ponosen, da bolj zdravo jem. Ne? In to je v bistvu nam na voljo v vsakem trenutku. Ne? Se pravi, ta mikro Vsak sprememba. dan lahko poiščemo. Tako. Ali zgolj vprašanje, čemu lahko danes rečem ne. Ne? In prejšnji sem bil doma za vikend in sem šel kolegu na fitness. Moj najboljši prijatelj z otroštva ima tam fitness in sem šel trenirati. In sem šel tam pač mimo bara in sem videl pač nekaj kolegov iz otroštva, ki so pa nažalost pač alkoholiki. Ne? In so pač tam po 12 bili pošteno nadevani. In potem sem delal in je pač prišel en kolega za mano v fitness in mi je rekel, Ljoša, kaj ne naredim, jaz pač več sabo ne morem živeti, samo ne prenašam se več. Ne? In so se potem pol ure pogovarjala. Ne? In je pač tudi na eni točki pričakoval, ali pa je v bistvu pač rekel, glej, tvoj oče ni bil tako nasilen do tebe kot moj. Sem rekel, pač ja, sem imel to srečo, ne, ker pač je rekel, nas je pa postrojil, pa nas je pretepal za dobro jutro. Ne. In pač sva prišla do tega, da seveda si mora najti strokovno pomoč, seveda ne bo enostavno, seveda bo trpel, seveda bo imel veliko stisko, da se sploh prebije do depresije, ki jo mora dati skozi in vse to odžalovati in tako dalje. So se pa potem pač ustavila pri teh majhnih stvareh, pri čemu lahko danes rečem ne. Pri tem, da, Kaj lahko naredim drugače? Ja, ne, da pač namesto jutranjega pira gre na jutranji sprehod, pa poskuša ostati dovolj močen do naslednjega Ne. pira. Ne. Pira, ja.
In nažalost so mikrospremembe tiste, ki nam spremenijo življenje. In ni tako, da lahko slabe navade zgolj izkoreninimo, ampak jih moramo zamenjati z boljšimi navadami. Ne? In to je v bistvu tudi navajenost na neprijetne občutja. In mogoče bi samo še to dodal za konec, da moramo ljudje odžalovati veliko več, kot se nam zdi. Ne? Zdi se nam, da je legitimno, da žalujemo za izgubo ljubljene osebe ali bližnjega nam člana. Ne? V resnici pa moramo odžalovati tudi tisto, kar smo izgubili v otroštvu. Da nismo imeli dovolj prisotnosti staršev, da nismo mogli biti dovolj vesel otrok, da nismo mogli biti dovolj razigran otrok. In vse to zahteva žalovanje. In vsa ta žalost, vsa ta razočaranje, vse, kar se tu gnete, terja to žalovanje. Ne? In zato si dovolimo, da gre to iz nas, in to žalovanje je težek, naporen proces, ampak je vreden vsakega trenutka. Neka ozdravitev oziroma popelje nas v bolj harmonično življenje. Spomnila sem se še enega stavka, pa ne bo to res za konec, ker verjetno smo že kar dolgi. Na predavanjih si izpostavil, da če ne škripa postelja, škripa v razmerju. Pa sem te hotela citirati, ker sva imela z Evo temu spolnost, se pravi z našo ustanoviteljico, psihoterapevtko, in ona je tudi strokovnjak za odnose in intimo. In sem rekla, ne, bom pa kar ga bom povabila, ne, pa bom kar njega vprašala, pa mogoče, če malo nam razložiš. Če ne škripa postelja, škripa v razmerju? Tako. Ja, mislim, pač spolnost je izjemno pomembna v razmerju. To je pač naša intima, to je nekaj, v kar nas spet silijo preživetveni vzorci. In tudi, kar je pomembno vedeti, je, da je zaljubljenost zgolj biokemični koktejl, s katerim nas narava hoče čim prej prisiliti v razmnoževanje, v nadaljevanje vrste. To je vse, kar naravo zanima, tako da nobene romantike. Razmnoževanje. Tako, prve 3 mesece. In pol vsi lovimo te prve 3 mesece v odnosu in pozabljamo, da pa je resničen odnos pravzaprav trdo delo. In zdaj na mesto postelje, ki je pomemben P, preidiva še k ostalim P-jem. Se pravi prisotnost ali navzočnost, potem pristnost, potem torej, da si avtentičen v odnosu, da se ne pretvarjaš, potem prijaznost, pač odnos mora biti ljubeč, odnos mora biti prijazen. Seveda pride do hude ure, pa nismo neprijazni. Potem je poslušanje, to je pač neverjetno pomembno. Ne takoj trosimo na svete ali pa svoj prav, ki je neprijeten P, svoj prav. Potem je tu pripravljenost na pogovore in predvsem težke pogovore. In to dela odnos. In ko te stvari štimajo, bo štimalo tudi v posteli. Ker pogosto smo moški takrat, se ne dajemo dol, ker pač ta suša je. Vprašaj se, zakaj. Zakaj je tako. In pač mi avtomatsko zahtevamo. In pač mi bi večkrat na dan. Ja, seveda, pač kje podpišem. Ne, super. Ampak v bistvu pač moraš posteljo dojemati kot prostor, kjer se zberejo vsi dokazi, da je odnos zdrav. Tako. Mnogo več kot samo fizičen stik in zadovoljanje potreb, ampak tudi pokaže se odnos. Vse tudi ta pač živalski del, ta primaren, primitivni del je pomemben v tem smislu. Ampak moramo se tudi tam zdravo pogovarjati. Ta pogovor je tako pomemben. In moški smo radi telepati, da kao svoje potrebe, svoje misli sporočimo z prenosom misli. In potem, kot pravim, smo na koncu zgolj tele, ki pati. In patimo, kao noben me ne razume, noben me ne sliši, in smo v neki poziciji žrtve. Kako zanimivo zlagaš besede. Pa pač to je moja kreativnost. To mi je pač blizu. Vozivo kolo. Ja, in če zaključim, se potem v bistvu odnos, ki je dober, zdrav, pravilen, uravnotežen, je seveda naporen, se pač zdravo manifestira tudi v tem, da se v postelji imamo dobro, in pač pogosto je pa treba pač biti discipliniran, to pač imeti urnik. Glej, takrat, brez debate, brez debate. Če kaj pride vmes, pol je treba pač to porihtati tako in drugače. Zato, ker pač ljudje, ampak to je pri nas prisotno. Joj, ne vem, že 3 mesece nisva, mislim, da je nekaj narobe. Jaz mislim, da je nekaj narobe. Mislim, če je pač vse
telesno štima, če ni bolezni, če sta zdrava. Ja, ne zdaj pač tega jemati, kot če ne škripa postelja, da pač lahko nekoga nadvladaš, prisiliš v to. Ne, pač to je kot posledica dobrega odnosa. Hvala lepa. Kako boš preživel poletje? Zdaj čakamo, da Sofija zaključi, pol ima še Evropsko prvenstvo v hip-hopu. So zdaj navdušene tekmovalke. Bolera grejo tekmovati. Potem pa spakiramo, pa gremo v Grčijo. Uživati. Windsurfati. Naj nam je veter naklonjen. A tudi Iva pa Sofija? Tudi surfata, Si jih ti naučil? Ne. Tečaje smo imeli vsi v bistvu, tako da. Aktivne počitnice torej? Ja, imamo radi aktivne počitnice, ampak pol tudi ne uravnotežimo z tem prijetnim, tako da to je pač pomembno. Tako da, tudi sebi je treba znati postaviti meje, da ne pretiravaš v tem, kar je lepo, kar je fajn. Tako da vsem želim lepe počitnice, lepo postavljanje meja, mogoče zaključna misel, ki je malo provokativna, ampak trdne meje postavljamo takrat, ko ne gremo več na kolena, smo pa marsikomu pripravljeni iti na K. Tako da, ko smo sposobni iti na živce komu z tem, da smo avtentični, da smo obenem tudi spoštljivi in odgovorni postavljalec meja, je to dober simptom, da pa pri tem že postavljanju meja dobro napredujemo. Tako, je to samo plus. Dober lakmusov test. Najlepša hvala za izčrpen pogovor. Upam, da ne izčrpavajoč. Ne, super je bilo, res. Upam, da te še kdaj gostim, da si imel fajn v naši družbi. Užival sem. Tako da tudi v imenu portala najlepša hvala in vse dobro in lepe počitnice. Hvala tebi, Neža, in vse dobro tudi vam, gledalke in gledalce. Z veseljem in srečno.